Lep, prijazen večer vsem, ki ste tukaj z nami v tej lepi Švicariji in vam, ki nas gledate v živo po Facebooku. Nocoj bomo še malce slavili Prešerna, zato bo naša iztočnica in bom povedala, kako in kaj, ko nam bodo naši trije glasbeniki, štipendisti MOL, odigrali Mozarta, da nam ogrejejo srce. Igrala bosta violinista Rok Korenčan in Pia Mrše in Neža Vrstovšek na violončelu. Prosim.
Hvala lepa, hvala vam. Zdaj pa začnimo tale večer z dvema gostoma. Imenitno pesnico, skladateljico, sociologinjo, esejistko in še marsikaj, ker ima številne avtorske izraze, Nino Dragičević, ki je lani dobila za pesniško zbirko To telo pokončno Jenkovo nagrado. Se pravi, pravzaprav največji kompliment za poezijo. In tukaj je Aljoša Harlamov, znan literarni kritik, teoretik, pisec čudovite spremne besede, kratke, ampak zadane v srce, in urednik Cankarjeve založbe. Ker še odmeva Prešernov praznik v nas, sem prosila vaju, da si izbereta nekaj Prešernovega, da s tem začnemo naš večer. Kaj si izbrala ti, Nina? Dober večer. Resno sem razmišljala o tem, da si moram zbrati nekaj Prešernovega, in to mi je na koncu služilo za neko tako zelo fino iztočnico. Vemo, da je bil Prešeren svobodomiselen, da je bil razsvetljenec, se pravi, nekako mu je bil v interesu napredek, nek premik naprej. Tako da sem ga v bistvu na koncu vzela bolj za izhodišče kot kaj drugega in me je spomnil ne toliko sam nase, kolikor me je spomnil na eno meni najljubših pesnic, afroameriško avtorico Pat Parker. Se mi zdi, da bi mogoče s kolego Prešernom lahko bila tudi kar v redu prijatelja, vsaj v nekaterih vidikih. Tako da sem zbrala eno njeno pesem. Zbirka njenih prevodov njenih pesmi je išla, mislim, da lani ali pa predlani pri založbi Škuc v prevodu Nataše Velikonja, tako da si naredila ovink k njej. Ja, pa sej tudi to je, da tudi obletnico njenega rojstva v bistvu bi morali pred kratkim praznovati, tako da se to vse skupaj nekako poklopi, se mi zdi. Prešeren je zadovoljen, izvolj. Ja, hvala. Pesem ima naslov Ljubezen ni. Želim si, da bi lahko bila ljubimka, kot si jo želiš, da bi prišla vesela, nosila svetlobo kot poletno sonce. Namesto tega pridem mračna, pripeljem noseče ženske brez denarja, pripeljem jezne tovarišice brez zavetja. Želim si, da bi te lahko peljala teči čez plaže, te položila v pesek in se ljubila s teboj. Namesto tega pridem besna, pripeljem mestne ulice napojene z vinom in krvjo, pripeljem policaje in pištole, mrtva telesa in zapor. Želim si, da bi te lahko peljala potovati v nova življenja, poljubiti otroke na turističnih avtobusih, srkati tekilo ob sončnem vzhodu. Namesto tega pridem žalostna, pripeljem lezbike brez ljubimk, pripeljem bolne brez zdravnikov, pripeljem otroke brez družin. Želim si, da bi lahko bila tvoja toplina, tvoja odeja. Vse, kar lahko dam, je moja ljubezen. Skrbi me zate, skrbi me za naš svet. Če bom nehala skrbeti za enega, bo samo vprašanje časa, preden bom nehala ljubiti vse. Hvala lepa, čudovita pesem, ne, Aljoša? Prezumljiva. Se mi zdi, da je tudi intonacija v tvojo poezijo, tako da hvala lepa, Nina. Aljoša, si ti ostal pri Prešernu? Jaz kot slovenist sem nekako ostal pri Prešernu, ja. Sem pa zbral eno pesem, o kateri pravzaprav vsebini, katere zadnje čase kar veliko razmišljam, zato ker sem urejal eno knjigo z neko podobno tematiko, bomo temu rekli, s tem, da seveda je to neka, bi rekel, sodobna interpretacija te pesmi, namreč Vrba. Ker se mi je zdela taka. Tako je. Bom mogoče najprej prebral, pa potem pojasnil, zakaj. Samo jaz imam tole kot sodoben otrok na telefonu. O vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, debuka žeja me iz tvojega sveta, speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse, kar srce si sladkega obeta,
mi ne bi bila vera v sebe vzeta, ne bi v viharju notranjih bigrača. Zvesto srce in delavno ročico, za doto, ki je nima milijonarka, bi dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom pretočil pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Namreč zadnje čase sem veliko razmišljal o tem, kako pravzaprav nekateri, kamor tudi sebe recimo prištevam, ki imamo neke proletarske korenine, kako pravzaprav z neko učenostjo, izobrazbo, ko prestopimo en razred, kako pravzaprav potem, ko se vračaš domov, ta uka želja in ta golfiva kača, kako te pravzaprav na nek način odtuji od tvojih bližnjih, pa tvojih sorodnikov, pa vseh tistih, ki jih imaš neskončno rad, ampak nenadoma gotoviš, da imaš en jezik, ki ga oni mogoče ne razumejo najboljše, ti pa že več zelo težko govoriš njihov jezik. In se mi to zdi taka zelo fina metafora za stanje pač tega, kot sem rekel, razrednega preskoka, hkrati pa nekaj, kar bomo po moje tudi z Nino pač govorili, oziroma ob njeni poeziji, kako pravzaprav pride do tega, da nek preskok v jeziku se zgodi, kako pravzaprav včasih mogoče govorimo iste stvari, pa govorimo drug mimo drugega, sam zaradi tega, ker pač pravzaprav ne uporabljamo istega besedišča, iste skladnje, istega tega, tako da to se mi je zdelo pač zelo zanimivo. Pustimo zdaj to, da seveda ta Prešernova skozi lajna, nekako, če bi ostal doma, bi imel zdaj že neko žensko in to, ki je v mestu nima, ker so pač v mestu mogoče ženske malo bolj svobodomiselne, pa ne vzamejo pač vsakega razcapanca in da je to mogoče na vasi malo drugače. In se pričujem, ker tle zdaj malo kritiziram Prešerna, ampak jaz nikoli nisem maral te idealizirane podobe slovenskih pesnikov pa pisateljev, jaz imam veliko raje pač to, da obožujemo njihovo poezijo, hkrati pa se zavedamo, da mogoče niso bili vedno najboljši ljudje na tem svetu. Ne samo tej naši pesniki, ampak mnogi umetniki. Ker kot pravi ljudska modrost, Bog ti nekje da, druge ti pa vzame. Ne moreš biti vse. Krasen oče, čudovit mož, pa še genijalen pesnik, pa še, ne vem, pianist vrhunskega slovesa. Tako da in eno, in drugo, in tretje, vse pač sprejemamo. Nina, naj najprej povem vam, drage obiskovalke, zakaj sem zbrala to pesniško zbirko letos. Zato, ker ko sem jo vzela v roke in začela brati, je šla skozi mene ena taka močna energija, kot da je v tej poemi, pesnitvi združena vsa bolečina sveta in da se skozi njo pretakajo vsi časi. In ker se mi zdi, da živimo v enem takem prelomnem, res prelomnem času, ker se bo moral nekaj zgoditi. Tole, da ne rečem kakšne grde besede, da rečem tvojo intelektualistično, ta stara paradigma mora pasti, ker tako naprej več ne bo šlo. In zakaj mora pasti? In kaj vse se nam je v teh stoletjih in tisočletjih dogajalo, govori prav naše telo. In mi se premalo zavedamo, da ima telo spomin. Ne samo spomin od trenutka, ko smo spočeti, ampak ima tudi spomin za nazaj. Spomin rodov, travm teh rodov, spomin pri nas na Slovenskem vojni. Jaz sem po vojno dete, pa me je bilo strah Nemcev, pa sem sanjala, kako me zažigajo, ker so zažgali mojo teto v koncentracijskem taborišču v Plinski celici. Ampak moje malo telo, plaho telo deklice, je to v sanjah vse vedelo, v zavesti pa tega nisem imela, dokler mi ni mama povedala. Torej, telo je morda poslednja človekova oaza resnice. Zato opazovati telo, ljubiti telo, pisati o telesu, pomeni govoriti resnico. Tako da, draga Nina, tudi zaradi te čudovite pesmi, ki si jo prebrala, dajva najprej nekaj na začetku reči o telesu, o telesih, o ženskih telesih, ki imajo
Fantje se upravičujem, ampak mi imamo povsem drugačno zgodbo kot vi. In ta zgodba se sploh še ni iztekla, ampak se bo nekega dneva. No. Tako da nekaj o telesu, prosim. Nekaj o telesu, mislim, načeloma bi lahko cel večer govorili samo o tem, pa bi verjetno povedali samo 1 promil vsega. Eden od razlogov, zakaj sem v tej knjigi toliko pozornosti namenila prav telesu, je to, da sem opazila, da se je začelo v zadnjih letih precej govoriti o telesu kot o nekem zadnjem prostoru svobode. Se pravi, zunaj je grozno, govorim še o pred-covidnem času, ne? Zunaj je ves čas nek problem, pa je nasilno, pa tako naprej. In potem naj bi nekako telo bilo tisto neko mesto svobode, sproščenosti in tako naprej. Ne? In to perspektivo sem pravzaprav želela problematizirati, ker se mi zdi, da niti približno ni tako. Telo razumem kot nek okvir, v katerem je naseljena in se oblikuje misel, kot nek okvir, ki je seveda na nek način tudi objekt, na katerega se vse zunanje lepi, kar še ne pomeni, da se potem takoj odlepi. Vse se ga nekako dotika, če tudi na daleč, če tudi samo metaforično, če tudi na nek zelo abstrakten način. Je pa seveda zato, ker je vendarle nek okvir misli, tudi prostor, v katerem se lahko oblikuje odziv na to dogajanje. Se pravi, je nekaj izrazito aktivnega, tudi če se mogoče v nekaterih trenutkih zdi precej pasivno. In ta kompleksnost telesa, kako govorimo o njem, kako pogosto sploh ne govorimo o njem, kako zlahka dopuščamo recimo nasilje nad telesom, pa ne govorim zgolj o fizičnem, govorim tudi o psihičnem, verbalnem, zvočnem, če želite, o vseh možnih oblikah, kako zlahka grejo stvari mimo, mogoče v veliki meri zato, ker nekatere dogodke, mogoče zlasti dogodke bolečine, doživlja zelo konkretno telo. Če tudi je problem lahko zelo družbeni, ampak nekaj doživlja zelo konkretno telo. In izkaže se, da imamo pravzaprav strašansko siromašen vokabular za govor o bolečini. Vedno jo primerjamo z nečim, ne vem, boli me kot to, boli me kot ono, nikoli pa ne znamo v bistvu izreči točno bolečine. Mislim, čeprav to izgleda kot problem, je po svoje pa zelo zanimivo za avtorico, če želi pisati, kajti pravzaprav mora iskati načine, kako govoriti o tem, kar opaža, in gotovo opaža veliko bolečine, pa tudi nekih bolj pozitivnih občutij. No, ti si to knjigo zelo natančno prebral, Aljoša. Kaj bi ti lahko pri tej tematizaciji telesa, pa mogoče pri moji stočnici, da ima našo telo drugo zgodovino in tudi drugo politično zgodovino, in telo je politično, ker, kakor si zdaj povedala, vse se vtisne v naše telo. Kaj bi ti še tle dodal? Jaz bi mogoče rekel eno pač tako zanimivo stvar, ki sem jaz opažal tamle nekaj let nazaj, kako recimo telo izginja iz literature, in se mi je zdelo zelo zanimivo, kako pristajamo vedno na to, recimo, sicer se to zadnja leta bolj kaže v prozi, bi jaz rekel, kot poeziji. Poezija je vedno bila neko zatočišče še telesa, pa erotike, pa marsičesa, recimo, ampak v prozi imamo danes zelo romane, ki jih pišemo, ki nastajajo ta trenutek, so zelo podobarski, zelo vizualni, dejansko že v Združenih državah Amerike tako ali tako pišejo vedno z mislijo na to, da bo mogoče film iz tega, ne? Tako da vedno je neka ta vizualna podoba, skratka dogajanje in tako, pozabljamo pa na dejansko vse čute druge, ki jih ima telo poleg oči, ne? In to se mi zdi zelo fascinantno, nekaj časa se to tudi, jaz mislim, da do neke mere v poeziji začelo zelo dogajati, da smo imeli poezijo, ki je opisovala
pač neke vizualne podobe, vzbujala tudi neke vizualne podobe. Jaz se spomnim, da sem bral eno antologijo ni bila sicer slovenska, ampak je bila neka evropska poezija pravzaprav Evropejcev, ki se soočajo, ne vem, z Združenimi državami Amerike po 11. septembru in tam notri so bili pač ljudje, ki so pesniki, ko so potovali, ne vem, po Kansasu, kjerkoli, ne samo New York, pa ne samo tam, so opisovali recimo pač Združene države danes in večina podob je bila zelo vizualnih, ne. Tako je bilo, kot da, ne vem, pšenica nima vonja, kot da nima travniki vonja, kot da mesto nima svojih vonjev, svojih glasov. In jaz tisto, kar jaz pri Ninini poeziji zelo cenim, poleg tega, da je zelo zvočna, ne, poleg tega, da jaz, ko enkrat danes, ko boste slišali Nino brati njeno poezijo, boste zelo težko še kdaj brali njeno poezijo, ne da bi njo slišali, ne. To se meni dogaja pri nekaj pesnikih, recimo Danetu Zajcu. Tako, recimo Danetu Zajcu, ko njega enkrat slišiš brati, jaz ne morem več brati njegove poezije, mimo tega, da ne bi njegov ritem me prevzel. In na nek način, tako kot sem z Nino sva o tem enkrat že govorila, že ni rekel, pač meni je zelo zanimiv ta občutek, ker je tudi knjiga o telesu, kako pravzaprav njen glas prevzame tvoje telo. In začneš ti dejansko brati z jezikom, glasom nekoga drugega v sebi. Hkrati pa je zelo senzorična. Še vedno je to poezija, ki uporablja vse telo. In to je tisto, kar jaz pač cenim pri dobri literaturi, kjer ni zdaj naslov to telo pokončno, pa potem je noter pač telo omenjeno nekajkrat v poeziji, ampak je dejansko to zbirka, kjer je naslov in pa pač sama ideja tega, o čem govori, je prenesena tudi v obliko. Se pravi, da mi tudi lahko vohamo, čutimo različne občutke, taktilne, vse to z njeno poezijo, ne samo vidimo. Ja, jaz sem to bolečino in to utrpljenje prav fizično občutila. Ne? Ker je tako dobro napisan, se če bi bilo za nas, ne bi. Tako da, ne, tle ima umetnost izjemno moč, ne, da prinese vse te dimenzije. Nina, čas je, da ti prebereš odlomek iz pesnitve po tvojem občutenju zvečer, da mi slišimo njen glas in potem bomo brali s tvojim glasom. Kaj pa vem, začnimo tule mogoče. Mogoče začnimo tako bolj na počasi. So besede bolj narazne, tanke bolj počasne. Mogoče bolj počasi. Pol se pa zgošča. Tetku Janju so zaklali, prišli v rano zoru in vanjo zaorali. Konflikt, naraven proces, si bili mislili, ko so se namenili vanjo. Kolateralnost, telesa, vpetost v svet. In če se sprašujete, kje so bili vsi ostali, če ste torej, kot ona, presegli banalnost, zakaj? Če se torej sprašujete, kje so bili in redkeje, zakaj? Kje namesto zakaj so bili? Kje so bili vsi ostali? So bili na linijah. Moderne tranče, tako so rekli, seboj vlekli vse svoje, do zadnjega vse svoje, pošastno svoje. Toliko vsega, težko breme, prave bitke. Vse svoje, ampak res vse svoje. Razen nje. Cena subjektivacije, prekletstvo, značaj cikličen. Pripadnost, gnus, še žal ji bo. Ona, sama v družbi lačnih pogledov. Razen nje. In še danes pravijo, če jih kdo vpraša, a se o tem ne govori,
tišina izbriše, izgine, mar ne? Pravijo, ti, ki raje ne povedo, slišati jih je, če ste jim blizu, kar vam toplo odsvetujem. Da ni želela oditi, se ni pustila odpeljati, da ni se pustila, si predstavljate, više košabnosti. Rekla je preko mene mrtve in rekli so, velja. In še danes pravijo, da je želela oditi, da bi morala biti zmešana, da bi se pustila pustiti, da to gotovo ni bila, kajti si predstavljate, družina izročilo. Tako trdijo preroki zarote, šarlatani resničnosti, neverjetnost, njihovo zrno resnice. Telo mrmravo pa še ena suha veja. Če gre, se prelomi. Če ne gre, ga prelomi. Nimaš kam, res ne. Telo podobči mesijanstvom samo klone. To telo prenaša, to telo deficit. In pravijo, da so jo tako pustili, izvrstno domišljeni čistki, igri higienizacije. Nazaj se niso ozirali, v strahu, da tam ničesar in predvsem nikogar ni. Zadaj nič več, v vidu pa iskreč soj, torej prihodnost, nič manj. Si predstavljate? Prihodnost. Naj bo, naj ostane, naj kaj ali vsaj nekdo, morda ona, ostane. Obec sprostitve, brez nje manj škode. Bi jih zavirala na poti, na varno, kapriciozna, rekli so tako. Ni razloga, da jim ne bi verjeli. Vprašati pa jih ni mogoče, če bi to komu padlo na pamet, pa ne pade, saj so tudi njih, ko so jo tako predali pokolu, poklali. Ko sem to brala, sem si prav zapisala, Ted Huljanju so zaklali, sem rekla, a je to tvoja osebna zgodba? Res je živela tetka Janja in res so jo zaklali. Ja, zaradi tega, ker se skozi to telo sprehaja mnogo oseb in skozi to telo teče, kot sem že rekla, tečejo stoletja. In v tem telesu je toliko resničnega. Zato sem te to vprašala. Zdaj pa šla malo po pomoč Aljoši. To je res, to pesniško zbirko sem prebrala 3-krat in zdaj bom nekomu posodila, da bom zadihala in se oddahnila od vsega tega, ki je tako preklet resne. Ker niso samo cvetlice, ampak so tu trdi kamni. Kako je pa tebe čist moško srce v tem čustvenem smislu udarilo to telo pokončno? Ne vem, jaz ne bi rekel, da tle kakorkoli ločimo med katerimkoli takim telesom na ta način. Jaz pač načeloma sploh nisem vajen biti blazno čustven niti v poeziji, niti v literaturi. Bolj sem vajen tega, da jo opazujem kot nek znanstvenik ali pa kot nek kritik z neko kvazi distanco, ampak načeloma ta distanca vedno pomeni, da na
eni ravni jaz vedno berem tekste tako, da jih doživljam, da živim z njimi, da jih berem kot pač vsak bralec, na neki drugi ravni pa gledam sebe, kako pač, če uživam v poeziji, če čutim kaj v poeziji, pa zakaj to čutim in skušam to v tekstih odkriti. In pač meni, zdaj, ki je Nina tole prebrala, je predvsem tisto, kar mi je zelo fascinantno pri njej, pa pri njeni poeziji, je ta ritem, ki je, sej vemo zdaj že dolg, ne, da poezija se več ne piše z rimami, pa zelo redko z kakršnikoli verzifikatorsko urejeno, ampak ritem, poezija vedno ima ritem, tudi če nima rim, tudi če ni oblikovana v sonete, ima poezija zmeraj, dobra poezija, en ritem in Ninin ritem izhaja, zdaj jaz to ugibam bolj, no mogoče bo Nina to povedala, ampak meni je zelo fascinantno, kako je pač ta neka oratorska, zvočna spretnost zraven, kako zraven slišiš, ne vem, jaz si Nino vedno predstavljam, da svoje pesmi pravzaprav toliko ne piše ali pa bere, ampak jih bolj zmeraj govori, recitira, da je vedno res ta prisotna zraven ta zvočnost, pa ne gre samo za to, da pač vsi vemo, da je Nina zraven tega še pač skladateljica in da je pač muska nekaj, kar je blizu, ampak preprosto mislim, da to nekako začutiš prvič, ko jo slišiš brati, pa mogoče niti ne, jaz sem priznam, mogoče Nina tega niti ne ve, ampak meni njena prejšnja zbirka Ljubav ni bila tako všeč, do tistega trenutka, ko sem slišal Nino na enem čudnem, groznem dogodku, po dogodku je skratka ona imela svoj performans in sem že bil na poti ven, ker sem se ustavil in pač prišel nazaj in z balkona pač poslušal, ker sem bil sesut po dogodku, ki je bil katastrofa, ampak potem je ona brala, tam bilo je v Narodni galeriji ali nekje tam, skratka nastopila je tam in potem, ko slišiš to enkrat, sem šel takoj še enkrat brati, pa malo seveda tudi zato, ker mi je moj mlajši brat skozi težil, da moram brati Nino Dragičević, da je to najboljša pesniška zbirka, kar je on bral zadnjih ne vem koliko let. In potem sem šel še enkrat tole brati in sem pač bil popolnoma navdušen in odkril ene stvari, ki jih nisem. In mogoče je to tudi ta zgodba, ki ti pove, da moraš večkrat prebrati. Ti si rekla, da si trikrat. Ne? Jaz mislim, da danes smo v tej hitri neki fazi, pa hiperprodukciji, pa tako tudi vajeni pesniško zbirko prebrati, pa reči ni mi všeč ali pa super mi je in pozabiti na njo. Mislim, da se moramo k enim stvarem vračati in tudi, če vam tekst recimo od začetka ni všeč ali pa da ga ne razumete ali pa da je težko berljiv, kar jaz mislim, da za Ninino poezijo sicer ne velja, mislim, da smo zdaj vsi slišali, da ima tudi zgodbo, da ima tudi nek, poleg ritma pač tudi neko, ni samo nizanje asociacij, ne. Jaz mislim, da se vseeno splača kakšno poezijo večkrat prebrati, se potruditi malo in pol, ko enkrat dešifriraš, pa ko nekaj klikne v tebi, postane to neka čist druga izkušnja. No. Že itak pa je vsakeč, ko bereš nek tekst, je druga izkušnja. No. Zdaj se bom vrnila k tej zbirki, to Telo pokončno, da ne bomo, ki je tudi Ljubav nastopa seveda, ampak da ne bomo o prejšnji. Mene kot osebo tega povojnega časa je zelo naslovilo tvoje petje ob guslah, tako si jaz predstavljam tole poezijo, veš, ker da ima vse to dramatiko tega pripovedovanja o naši ženi in o novi ženi. In potem sem se spomnila, ker se boste vi, gospa, da je bila včas revija Naša žena. In ta žena, socialisti, a jaz se še zmeram, hvala, vidiš. Ampak takrat je bila to najboljša in najbolj angažirana in najbolj sodobna jugoslovanska revija sploh. In noter na lepem preberem Vida, sem rekla, sigurno je mislila na Vido Tomšič. In sem čist padla v tisti svoj čas, ki je mene formiral. Jaz sem bila takrat v osnovni šoli, kaj sem vem, 3., 4. razred, ampak takrat sem jaz postala socialistka. Takrat sem jaz se začela zavedati, kako so ženske veliko dobrega naredile, kako imamo mi tle v Sloveniji
šolstvo, pa vrtce, pa ne vem kaj, tudi po zaslugi Vide Tomšič in drugih. In potem, ko sem gledala, kaj se s to dediščino dogaja, in prišla v tvoji knjigi Moderno telo, ne Naša žena, ampak Moderno telo, je vse bolj razdrobljeno. 3 pikce, zdaj pa ti nadaljuj. Mislim, razdobljeno, ampak če po pravici povem, ko sem pisala ta del knjige, to pesem, je bilo malo potem, ko sem res imela v rokah ta prve Naše žene. Nekaj sem študirala, pisala sem nek tekst in sem res imela to v rokah. Potem pa mi je nekako v roke prišla ena novejša izdaja, skratka aktualne Naše žene. In se mi nekako zdelo, da obstaja, da je ta razkorak med eno in drugo na nek način očiten, ampak ne toliko na ravni same revije, da kakšna je zdaj današnja revija ali pa kakšna je bila nekoč, sploh ne na tej ravni, ampak glede na to, da res sem v tej knjigi se toliko dotikala telesa, pa odnosa do telesa, pa teh nekih feminističnih perspektiv, ki jih izrečno tudi zasedam, se mi je ves čas zdelo zanimivo in po svoje tudi zaskrbljujoče, kako bi rekla, kakšen sistem nasvetov pravzaprav si pogosto danes, kako naj to rečem, pogosto tudi ženske same dajejo ali pa namenjajo, ne? In se mi zdi, da je zelo očitno, kako je danes v ospredju ta nek samoterapevtski moment, kar se mi zdi ena največjih možnih groz sodobnosti. Zato, ker v tem ne vidim nobene ideje o tem, da bi nekdo bil bolje, temveč vidim zgolj prenašanje odgovornosti za izjemne družbene probleme na posameznico, ki naj potem te probleme tudi rešuje, po možnosti potlači. Namesto tega pa sem to knjigo namenila temu, da skratka proti potlačitvi, kot nek prostor, v katerem se pa lahko nek subjekt izreče. Kajti zgolj skozi jezik je možno potem vzpostaviti neko spremembo, tudi če samo kot idejo, ne nujno kot že realizirano stvar, ne. Tako da ja, ta razlika med nekimi obdobji, ki je seveda tudi ideološka razlika, se mi je zdela precej očitna. Kar seveda ne pomeni, da je bila ne vem, socialistična žena zdaj pa neko zelo svobodno bitje in da smo ukinili patriarhat, daleč od tega. Ampak bolj v tem smislu, da vidim ta hud problem danes, neke nove oblike tradicionalizma. Imate problem, rešite ga pri sebi. Vizualizirajte, govorite mantre, rada se imam, stojite pred ogledalom. Ja, te neke iluzije o tej neki notranji svobodi, pa toploti, pa moči. Mislim, stvari so zelo preproste. Dajte ljudem denar, nehajte jih izkoriščati, nehajte izvajati nasilje nad ženskami in tako naprej, ali pa nad moškimi, se vseeno, nasplošno. Mislim, v bistvu ni vseeno, zato ker res so ga ženske toliko bolj deležne. Na neki drugi ravni se je treba lotiti teh problemov. Ja. Hvala lepa, tudi knjiga na to opozarja, na to novo iluzijo, in na to ideologijo, da smo vsi za vse sami krivi. In je treba spet ponovno brati Ericha Froma, ki je rekel, v bolni družbi ni zdravih ljudi. Se spomniš te knjige? No? Ja, ne, jaz se pač vsej nimam, jaz se strinjam z Nino tukaj. Meni je tudi zanimiv en sodoben aspekt ločevanja telesa od glasu ali pa uma od telesa. Nekako danes skušamo na nek način vsi malo tudi bežati od telesa na nek način in kako imamo danes zelo sodobne probleme ravno iz te ločitve
telesa in uma, duše, kakorkoli pač hočemo to imenovati, recimo nekaj, kar mi nikoli na sosedu ne bomo rekli, ne vem, zgin nazaj, odkud si prišel, ne vem, zaklal te bom ali pa ne vem kaj, uživo na stopnicah, ko ga srečam, ampak recimo na Twitterju ali pa Facebooku pa tega zadržka ne bomo več imeli, ne? Ker naenkrat to naše osvobojeno bitje, a ne, ker nima več telesa in ga ne rabi zastaviti za neko besedo, lahko zelo prosto govori najbolj surove, najbolj grozljive reči na tem svetu, ki jih mogoče ta človek niti zares ne misli, ampak tam ta neka oblika čist nekega drugega bivanja se mi zdi, ki je na spletu, ker danes smo neka čudna telesa, ki dost našega življenja živimo izven naših teles, v neki škatli, na telefonih, računalnikih, kakorkoli in tudi ta aspekt se mi zdi, da tudi Nina nekaj odpre in pač kako pravzaprav danes živimo neko tudi zelo življenje ločeno od svojih teles, hkrati pa pač jaz mislim, da je danes zelo pomembno ta telesa tudi pogosto zastaviti za kakšne stvari, iti na demonstracije, se postaviti recimo za kolega, kolegico, ki mu nekaj počnejo, kar mu ne bi smeli početi in take stvari je treba pač tudi to, da pa je to seveda veliko težje, ker kadarkoli moramo zastaviti svoje telo, je neko stvar zelo težje izvesti, kot pa, ko smo samo lahko doma in to je pač tisti aspekt nek, ki je meni tudi zanimiv. No? Ja, meni se tudi zdi to zelo dragoceno v tej knjigi, ker ne vem, če vsi vemo, ampak tisti, ki vemo, vemo zares, da je ljubezen lahko samo konkretna. In sočutje je lahko samo konkretno. Vse drugo se spremeni v ideologijo, v neko govorenje, ampak sem te prekinila, si hotela neki Se opravičujem, hotela sem samo dodati, da na splošno lahko temu rečemo depolitizacija telesa kot neko slepilo. Ne? Skratka, ljudje dajte skrbeti za svoje telo po eni strani, kar pomeni pejte v hribe pa jejte, ne vem, to pa ono, fitness pa to pa ono, a ne? Hkrati se pa ne naslavlja uničevanje teles, bodi si je to z nasiljem, bodi si je to z izkoriščanjem na delovnih mestih, ne vem, z brezdomstvom in tako naprej, z rasizmi, etnocentrizmi, lahko naštevamo cel dan, ne? Homofobijo ne nazadnje. Ne? Skratka se mi zdi, da zelo uspešno v resnici, nažalost, deluje ta sodobni neoliberalni ideološki sistem oziroma ekonomski sistem, v tem, da zamika fokus, da ves čas pozabiš, da gre za razredni boj, da gre za kulturni boj, da ne gre konkretno zate. Zdaj pa sploh, ko je v akciji tale pandemija, to vidimo. Ne? Sprehajajo se naokoli karavane svobode. Kakšne svobode nekaj? Ne? Skratka, obstaja ta neka ideja, da če ti osebno kot posameznik se nečemu upreš, da se zdiš tako nekako svoboden. Ne? Ampak ravno s tem, da je to individualizirano, je kontra sami ideji svobodi. Ne? Marija, a smo preveč pametni? Bomo zdaj šli v nekaj, kar je pa tudi ne samo družbeno, ampak tudi zelo osebno. Ta Adornov stavek ni sam njegov, ne? Potreba, da se trpljenje pusti spregovoriti, je pogoj vsake resnice. Če se vsak od nas vpraša, kolikrat si je pa dovolil, pa je imel pogum, pa je imel varno okolje, pa je imel možnost, da je v svoji bolečini zares spregovoril. In te bolečine so lahko zelo različne. Ne? Jaz sem ravno danes slišala neko tolažbo osebe, ki je umrla mama, relativno mlada. Ti se pa dobro drž, pa ne vem kaj. Tako da sem jaz napisala, naj ti lijejo solze in naj te boli srce. Ker nimamo več sploh pravice,
do bolečine, do trpljenja, do resnične žalosti. Če v službah ljudje žalujejo, ker jim je umrl mož, oče, mama, Bog ne daj otrok, in če to traja več kot en mesec, jih že čudno gledajo. Tudi žalosti, globoke resnične žalosti, žalovanja se ne sme več izražati, ker to nisi produktiven, če si žalosten. Ne? Tako da, če še nekaj o tem Adornovi misli in o tej izjemni moči poguma izreči in izpovedati, kot je rekel že Rainer Maria Rilke, moj najljubši pesnik. Tu je čas izrekljivega, tu je domovina njegova. Izreci in izpovej. In zato ima poezija še vedno veliko moč, ker poezija pa reče in izpove. Gotovo, ne? Ampak verjetno je vseeno korak pred tem to, da je treba nekako znati artikulirati. Skratka, gre za res jezikovno v bistvu vprašanje, za vprašanje rabe jezika. In meni se zdi, da vsaj v mojem razumevanju tega, kaj je poezija, prav poezija lahko deluje zelo dobro. Poezijo namreč razumem kot prostor za, pravzaprav ne samo za izrekanje, ampak za izgradnjo sveta. Jezikovno izgradnjo, seveda. Skratka, kot prostor, ki obsega tako kritiko neke obstoječe realnosti, kot poskus, tak res silovit poskus zamišljanja sveta. In to sredi tega sveta, ne kar nekje, točno tukaj. In ta prostorska dimenzija, ki jo vidim v poeziji, je tukaj ključna. Kajti poezije ne prepoznavam nujno tam, kjer je zapisana v verzih ali pa v kiticah pa tako naprej, ampak jo prepoznavam v res specifično pronicljivih senzibilnosti in tam, in to mislim skrajno resno, kjer je izrecno protifašistična in protiautoritarna. Ampak tega ne mislim v tem ozkem smislu. Danes je to tako velika tema, sej razumem zakaj, ampak govorim o tej protiautoritarnosti kot neki celostni drži, kot veliki upor proti čemurkoli, kar bi bilo totalno. Poezija se mi zdi, da tle omogoča ravno zato, ker gre za neki jezikovni preboj ali pa odprto, za neki jezikovni horizont, je v nasprotju s kakršnokoli obliko totalnosti in omogoča neko zamišljanje ali pa v bolj sodobnem vokabularju izstop ali pa vsaj idejo o izstopu iz nekega algoritma. No, in zato pa se mi zdi, da je tudi pravo mesto in tle sem mi seveda namenila celo knjigo za artikulacijo trpljenja, kakršnekoli oblike trpljenja. Ta knjiga je mogoče celo najmanj avtobiografska, kar sem jih napisala. Sem pa zato dolgo časa zelo pozorno opazovala in predvsem poslušala svet okrog sebe. In če pozorno poslušaš svet okrog sebe, se te stvari v bistvu zelo hitro izrišajo. Prej smo govorili o tej naši ženi, pa kakšna je danes, pa kakšna ni. Skratka, ta neka frustracija ali pa neka disonanca se hitro izkaže, poskusi izrekanja se pokažejo, poskusi potlačevanja, moj bog, tega je sploh veliko. In se mi zdi, da je treba samo zelo pozorno poslušati in potem se to nekako že skoraj samo izriše. Mislim, seveda ne samo, si se morala napisati knjigo, ne, ampak rabi prostor in mora se znati izreči trpljenje, da bi sploh lahko kaj govorilo. Takrat pa, ko se izreče, pa menim, da se zelo strinjam z Adornom, da je pogoj za resnico, ker sicer je ves čas samo neka dominantna perspektiva, vse ostalo pa iz nje izključeno. Na vse zadnje pa to je zgodovina človeštva. Aljoša, kako je rekel Hölderlin, čemu poezija v tem ubožnem času? Ne? Kako bi pa ti na to vprašanje odgovoril?
Jaz tudi, če se navežem na Nino, se mi zdi še en pomemben aspekt poezije in recimo takih pesniških zbirk je tudi neko pričevanje kot nasprotovanje neki pozabi ali pa pozabi tudi v tem smislu, da te individualno trpljenje ali pa trpljenje teles ni nikoli individualno, ne, da to, tako kot je Nina rekla, zmeraj tudi družbeno in pač pesnik ravno s tem, ki izpostavi recimo neko individualno, bova rekla, trpljenje ali pa individualno telo, že samim tem aktom dejansko mu daje neko univerzalnejšo resnico, ali pa ne bom rekel univerzalnejšo, poveže to v nek kontekst družbe in zgodovine in časa. In jaz sem pred kratkim delal eno knjigo roman o Pinochejevem režimu, ne, kjer je avtorica pač pogosto pač zapisala, da pač nobena od teh zgodb ni njena, ne Pinochejev režim, ne njene družine, ne nikogar, ni nikoli, pač nič se jim ni zgodilo, nič hudega jim ni bilo, ampak ona vseeno piše, občuti, da mora pisati te zgodbe, ker opisuje grozljive zgodbe o mučenju, ugrabitvah in tako naprej, jih zapisuje zato, da jih iz trga pozabi, posebej v času sodobnih državi Čile, kjer ljudje bi najraje pozabili Pinochejev režim, pozabili vse, kar je grozote, ki jih je delal, ali pa seveda huje se dogaja neka restauracija režima ali pa neki, ne bomo rekli restauracija, ampak vsaj nek poskus umilitve ali pa reinterpretacije te zgodovine. In jaz mislim, da te individualne zgodbe moramo slišati tudi zaradi tega, ker je zelo težko, ti lahko ideologijo mogoče obrneš tako pa neke plane, pa to, kako so se generali odločali v nekih bitkah, lahko zelo hitro spreobrneš tja ali pa drugam, pa ko se soočiš z neko zgodbo nekih uničevanja nekih teles, vsi, ki so kadarkoli šli v Auschwitz, vejo pač, da je zelo težko še karkoli zanikati potem, recimo po eni taki izkušnji. In jaz mislim, da je vedno pač, ravno zaradi tega so take zgodbe izjemno pomembne, ker pomenijo neko pričevanje, hkrati pa, ko so zapisane, ko so govorjene, ko o njih slišimo, pač dobivajo to nek ta zgodovinski in družbeni kontekst, ki pa je nujen, ne? Ni dovolj, da vemo, da je nekdo trpel v neki dobi, zelo jasno je treba povedati, zakaj, kdo mu je prizadejal bolečino in kakšen namen je bil v ozadju tega dejanja. No, zdaj pa čas, da še ti nekaj prebereš, Nina, prosim. Kaj pa bomo zdaj? Zdaj bomo pa nekaj, ker gremo proti koncu, ker čas pa tukaj le pri nas. Pol moramo pa nekaj malo bolj ljubezenskega, ne? Dajmo ljubav. Veste, to ni zbirka, ampak je cela knjiga je ena pesem, tako da v bistvu sam odlomke berem, ne pa posamezne pesmi. S telesom ni šale, to je bilo smeha. Zrla je vame in zdelo se je, da zdi se ji, da lahko ji kaj naredim, da to neka nevarnost preti. Kaj le je, zrla, kako zrem, kako zre. Ta telesa naša samo izkoriščanje poznajo, v darovih telesom en sam dolg, tu pa vsi bolj ali manj revni. Prepričana, da ljubav ni vedela, odkot sem bila prišla, da tam strejti so bili samo pijani in nasilni in da sestre so bile samo pijane in nasilne in da to je vse, kar je od poetike sveta in da to je tisto, kar se nehat noče, pa da danes to vse teže izrečeš, danes seksi upornost, vzdržljivost in potlač. Potem pa ljubav pa vse to že doživela, a v stiku s tem telesom vse pozabiš, to telo postane tista telesa, na sebi jih nosi, to telo ni svoje, in tako se želja zrenju podredi. A ona telo življenje, ona stalni klimaks, ona ne popušča, skozi krču, vse z njo skozi krču, ležerna, kot seveda sem, moje nelagodje v kulturi. Kajti ona nekaj ve, česar jaz ne vem, kar je tako rekoč nemogoče. Nekaj o čistem in nečistem, pa da nič, kar je zunaj bilo, ne sme noter. In takrat ne vem, ali naj torej odidem. Zre. In samo to zre. Nekje po poti te uničijo, da potem ne moreš verjeti, si zamišljati, da bi lahko bilo drugače, to je bolje. In takrat, ko skušam skriti nasilno svoje želje, kao nakolirana postopna,
Ko torej prvič mislim, da prvič sem na varnem, kjer utilnik se ji tlačim, kamor ne vidi, kjer se mene vidi, iz nosnice ji kri priteče. In pozabljam, da ona je na abonmaju, ta predstava jo pretresa, reče, življenje je preveč za enega človeka, pa rečem, saj sva dve, nasmehne se, nekaj ve, česar jaz ne vem. Gledava jih, kako naj jo gledajo, kako zelo za skupaj sva. Mati in hči, teta in nečakinja, sodelavki, karkoli sva jim, vse sva jim in vso svobodo tega sveta imava. Nikogar se ne bojiva, si misliva, si rečeva, nekako nelagodni in izkrivljeni, a sorodni, izven zakonski, torej de facto izven. Ko greva, drživa se pod roko, meščanski in družinski, slečeni svojih seksualnosti, vse sva jim, res vse sva, samo ljubimki ne. Malo kdo me vpraša za njo, ona to ve. Pogosto se izlažem, imena nizam in njihove pozdrave. Si predstavljate? Predstavljate si. Pridem, rečem, kako močno mislite na njo, vi o tem ne veste nič. Tistim strejtom tako ali tako vse skupaj izven horizonta. Zazrti v hrome zakone, pastelne odtenke na stenah, v stališčih, v investicije, v strateške odnose, ljubeznivi nasmeški živim grozam, pa ljubeznivost kot obet lasništva, pa včasih potrpeti, večkrat potrpeti, skozi trpeti, pa zanamci, pa predniki, pa vrsta angst, volja poskrbi kot delnica. Ta Ariadnina nit, najin gumitvist, izrisuje žepe neuvrščenosti, zemelj, ki noče se jih krast, faset, ki s formaldehidom jih poliram, o čemer ona ne ve nič, vi pa nočete. In od tod, kjer to ključno razliko skrivam, čuvam, od tod, kjer sem, o čemer ne sprašujete, se bistri končno gledišče. Daleč ste, ako bi slišali, kaj izreka, slišali bi morda, da sprašuje, ali niste morda vi tisti, ki ste izključeni. Prav dobro se spomnim tega odlomka, na katerega sem potem odzvanjala, ne s to, a so nori tisti, ki so v norišnici, ali smo nori mi, ki smo zunaj. Mislim, ne, se veste, ne, koliko je govora zlasti v sodobnem nagovarjanju LGBT pa homoseksualnih skupin in tako naprej, in se jim pogosto očita getoizacija, skratka, da so se nekam zaprli. Ampak če samo malenkost pomislite, če je v bistvu ta neka večinska skupina, ki vsebuje v sebi ogromno ene homofobije, ker je specifična vrsta sovraštva in uničevanja, če v bistvu se zapira pred eno celo skupino ljudi, kdo je potem pravzaprav geto? Ja. In kdo je zunaj? Ampak to je za nas tri samo retorično vprašanje. In, ja, ker vidim, da so naši glasbeniki se vrnili in s tem povedali, da se ura izteka. Aljoša, meniš, da je treba tej imenitni knjigi To telo pokončno dodati ta večer še kaj? Mogoče bi sem se navezal na to, kar je zdaj prebrala, in bi sem rekel, da se mi zdi eden bolj sjajnih pravzaprav opisov neke ljubezni ali pa razmerja neke zaljubljenosti, ta občutek, da on druga nekaj več ve od tebe. Nekaj ve. A ni to grozno? Ja, in to se ponovi, to ni samo enkrat napisano. Ja, to vedno znova ugotavljaš in je vsakič, kako je to možno? Ja, ampak to je ta groza ljubezni, ki se ji moraš predati. Saj se šalim, ja. Se tudi vem, zakaj sem Aljoši rekla, da bi bila res vesela, če bi napisal to kratko spremno za to knjigo. Če tudi se prej, v bistvu, če se prav spomnim, sploh nisva zares poznala. Ampak poznam njegovo delo, vem tudi kakšne katere knjige objavlja pri Cankarjevi. In je ta neka senzibilnost tako nadaleč mi bila vidna, da tudi prepoznavanje takšnih momentov, sem vedela, da bom v zelo dobrih rokah, kot vidim, da sem tudi nocoj z obema vama. Ja, in to grozo je treba sprejeti, a ne, Aljoša?
ona nekaj ve, ona nekaj več ve. Ne, V res. vsaki ljubezni si na neki ravni počutiš, so trenutki, ki se počutiš tuj. Ja, kako je Langston Hughes rekel, da je ljubezen visoka gora, če nimaš namena izgubiti sape po poti, potem sploh. Pol sploh ne pejte. Ja, lepa metafora, lep zaključek večera. Mi smo tole letošnjo leto, kako bo teklo, samo nakazali, kajti marčevski večer bo nadaljeval to promocijo ženskega glasu s pomočjo takih krasnih moških, kot si ti, Aljoša, ker se bomo pogovarjali o čarovnicah in o knjigi Gret in greh. In tukaj bomo spoznali skladateljico, glasbenico, ki jo ti sigurno dobro poznaš, Karmino Šilec, ki je mene popolnoma prevzela kot pisateljica. Ona je napisala 2 knjigi o virginah, to so dekleta, ki jih v Črni gori, Albaniji in tako naprej spremenijo v dečke, ker nimajo moških naslednikov in potem one popolnoma se poistovetijo, da so moški, preklinjajo, kadijo haturki, igrajo gusle, zaničujejo ženske, vse, kar se naučijo v tej vlogi, in ona je to bogato gradivo dobila na Harvardu, napisala pa s tako močjo in s takim literarnim talentom, da sem jaz sam rekla, no to se bomo marca pogovarjali, tako da letos bomo malo specifični, ampak zazibajmo se v klasiko, v Mozarta, dragi glasbeniki, to pa nekako se mi zdi, da potuje z nami, vzporedno in je tudi res. Hvala lepa in prosim Mozarta.
Maša Harlamov in prijazno vabljeni na marčevski večer, ko praznujemo ženske, kar 2 praznika. 8. marec, pa še potem 21. pa še vmes imamo lahko kakšnega svojega in bomo spet govorili o ženskah na drugačen in nenavaden način, ki bo postal vse bolj običajen, ker je to del teh radikalnih sprememb, do katerih prihaja. Hvala lepa in lep večer še naprej.